Javni zavod za šport občine Slovenska Bistrica je organiziral 20. izvedbo bistriškega teka. Na letošnjem jubilejnem teku je nastopilo več kot 800 udeležencev. Na 20. jubilejnem bistriškem teku po mestnih ulicah je teklo več kot 850 tekačev in tekačic, in to v različnih starostnih kategorijah. V okviru teka pa so organizatorji speljali že tudi 16. štafetni tek. V osrednjem teku na 10 km je nastopilo 120 udeležencev, in to v moški in ženski konkurenci. Absolutni zmagovalec, član domačega atletskega društva Gregor Durič, je za progo potreboval 35 minut. Zmago si je priboril v zadnjih centimetrih ciljne črte. Tekma je bila res napeta, ker sem dejansko od štarta bil na 3. mestu, potem pa sem počasi lovil. Najprej sem dobil drugega, pa še v ciljnem šprintu pa še prvega. Super tekma, borba do konca. V ženskem delu ni bilo tako negotovo do konca kot pri članih. Zmago si je pritekla Renata Vetrih, in to v času 46 minut in 37 sekund. Nisem si predstavljala, da mi bo šlo tako dobro. Sicer sem malo v slabši formi, ker me je zdravje malo matralo, tako da sem pač šla po svojih občutkih. Dobro je šlo, super. Največ se je dogajalo pri najmlajših udeležencih, ki so bili tudi kot vsa leta doslej najštevilčnejši. 20. bistriški tek so z nastopi začeli otroci, ki obiskujejo vrtec. Na tekaško sceno so stopili na tartanski podlagi bistriškega stadiona, kjer so v spremstvu vzgojiteljic opravili svojo nalogo. Na koncu so v tej konkurenci bili zmagovalci vsi, in prav je tako. Za kolajne pa so se pomerili učenci v različnih starostnih kategorijah posameznih šol in različnih občin. Velika borba se je odvijala med učenci letnika 2010-2011, kjer sta se kolajne zlatega sijaja okoli vratu obesila pri fantih Naj Strmšek in pri deklicah Maša Laubič. Bilo kar težko, vsi ostali so bili tudi zelo dobri. Jaz sem vesel, da mi je uspela. Sem že večkrat nastopala, ali nisem bila druga, letos pa pač prva. Boljše čase pa so dosegli učenci, ki obiskujejo šole v višjih razredih. Tako se je zanimivo odvijal tek med letniki 2008-2009. Tekli so na 1300 metrov. Na prvo stopničko je stopila Iza Polanec iz osnovne šole iz Poljčan. Super, ni bila niti malo težka proga. Dalo se je res vse potekati, pa je še dobro, da je malo deževalo, da ni bilo tako fejs vroče. Na drugi stopnički zmagovalnega odra pa je družbo delala Lija Šket. Sem zadovoljna, ampak bilo je kar naporno. Pač treba je stisniti do konca, pa je pol to, pa imaš lepe rezultate. Pri fantih je v tej kategoriji zmagal Maj Bohak. V štafetnem teku so najboljši čas dosegli za zmago ekipa Koštrunov, in to v postavi Modic, Hrastnik in Bohak. Odlična pa je bila tudi štafeta znanih Bistričanov, ki je nastopila pod imenom Vztrajni. Vztrajnost se je v tem primeru izplačala, kajti v svoji kategoriji so dosegli drugo mesto. O nastopu pa so povedali. Zelo dobro, danes kljub slabemu vremenu se je zbralo lepo število, tako iz vrtca, šole, tudi ostalih, tako da smo zelo zadovoljni. Tudi mi smo imeli svojo ekipo Vztrajni, vztrajali smo do konca, ampak smo videli, da imajo Bistričani zelo velik atletski duh in so bili bolj med zadnjimi. Iskrene čestitke vsem, bili so nam tudi vsem v spodbudo, ker tisti tam mali še ne vejo, kaj je to težko, pa mi se moramo pa zadnji matrati, ampak je bilo lušno. Iz perspektive hitrega tekača zelo lepa, ker sem tako počasi tekel, da sem vse one znamenitosti v parku opazil. V družinskem teku je ciljno črto najprej prečkala družina Grm. Organizatorji so svoje delo še enkrat več opravili z odliko. Ja, lahko rečemo, da smo pod črto zadovoljni z udeležbo. Res je, vreme nam ni bilo naklonjeno, ampak videli smo, da tudi to ni ovira in da predvsem otroci, ki so bili res množično danes tukaj, so dali v bistvu ta utrip temu teku, in tudi bistvo tega teka so ti otroški teki, kar skozi poudarjam. In prav tako pa veseli tudi večja udeležba v teku na 10 km, kot je bila lansko leto, kar tudi pomeni, da se tekači tudi so se začeli ponovno prebujati po tej krizi korona, ko je bilo vse malo ustavljeno, in veseli smo, da Bistrica spet teče. Vsekakor pa je zanimiva tudi zgodovina bistriškega teka. Pobudnik tega teka pa je bil pred 20 leti Milan Borko. Kakšni so torej spomini na začetek?
Ja, takole je bilo, takrat smo tekači iz Slovenske Bistrice tekali po raznih tekih po Sloveniji in Avstriji, pa sem ugotavljal, da so razni pokali, dolenjski, gorenjski, primorski, štajerskega pa ni bilo, pa sem rekel, zakaj pa ne bi še štajerski bil, sem rekel, če je pa štajerski, pa je treba še prej bistriški tek, ne, in tako smo leta 2002 izvedli prvi bistriški tek, udeležba bila izredna, zraven bistriškega glavnega teka so tekali že tudi otroci, potem pa smo vsako leto dodajali, tako smo dodali družinski tek, pa smo dodali štafetni tek in se je to razvilo do korone, cifra preko 1000 udeležencev. Tudi danes mislim, da bo ta cifra preko 1000 in vabim vse Bistričane in občane Bistrice in širše okolice, da se pridružijo temu bistriškemu teku, ker to je najmnožičnejša športna prireditev v Slovenski Bistrici. To je tudi prireditev, ki je v vsakem vremenu in v vsakem vremenu je do sedaj tudi bila. Imel si pa v sebi tudi veliko število tistih sodelavcev, ki so ti dejansko pomagali, torej graditi tale bistriški tek. Ja, tako je, ko je moja ideja dozorela, sem šel k direktorju Zavoda za šport Slovenska Bistrica, ker že prej so bili določeni teki v Slovenski Bistrici, ampak vsi so zdržali 2-3 leta, ker če posameznik to organizira, je nemogoče. Potem pa še tudi so bili predpisani pogoji, dosti strožji in seveda to lahko samo en javni zavod za šport organizira in Marjan Štimec je bil takoj za to, smo šla do župana, župan nas je tudi podprl in tako je prišlo do tega, bi rekel, res enkratne prireditve v Slovenski Bistrici. Poglej, danes teče tudi veliko otrok iz vrtca, uvodni tek pripada pravzaprav njim, veliko tu delo vzgojiteljev, tudi staršev, ki pripeljejo na tale bistriški tek. Te veseli tole dejstvo? Pa to je neverjetno. Poglejte vi samo to, jaz sem snemal, 300-400 otrok vrtca leti po tele stezi športne. Na tribune pa polne staršev, starih staršev, stric, tet in tako naprej. To je dogodek za pogledat in res neverjetno. Morda tudi so se Bistričani že navadili tale bistriški tek, najprej so bila negodovanja, ko so se zapirale ulice, vendar ulice so sedaj povedale, da otroci dejansko spadajo na ulico, tudi takrat ni prometa, da tečejo. Ja, poglejte vi samo primerjavo Ljubljana. Ljubljana zapere pri maratonu ne samo za 2 uri. Tam zaperejo za več kot pol dneva vse ulice, bolj prometne, pa so to sprejeli in živijo s tem. Tudi v Slovenski Bistrici, pač rabimo čas. Saj veste, pred 40 leti, ko sem jaz začel tekati v mojem kraju, so me čez okno gledali, pa so rekli, kaj te nima drugega za delati, kot da teče. Danes imam že jih skoraj 60-70, pa bom štafeto tudi tekel z mojimi kolegi iz Karitasa. Tale dogodek, torej ob 20. rojstnem dnevu bistriškega teka, verjetno tista tvoja želja, da bi to trajalo nedogled. Ja, sigurno, da bo. Za popularnost štafetnega teka, pa bistriškega teka, sem sestavil eno fantastično štafetno trojko. In sicer podžupan Žarko Furman, župnik Jani Druževec in direktor lesnine EMI Roman Stegne. To je za promocijo in hočem pokazati Bistričanom in vse okrog različni ljudi, različnih mnenj in tako naprej in sodelujemo. In to je pomembno. Slovenija se mora povezovati in sodelovati.